Smem biti to, kar sem, je na naslovnico svoje druge knjige napisala Maja Megla, diplomirana literarna komparativistka in nekdanja novinarka, tako kot jaz. Zato sva si v tem pogovoru, prvem pogovoru Sensa, vzeli pravico, da si rečeva ti. Prisrčen pozdrav, Maja. Hvala, da sem gostja tega pogovora. Smem biti to, kar sem, in predtem Stres kuga sodobnega časa. Kako sta te dve knjigi povezani? Te knjigi sta v bistvu bolj povezani, kakor sem mislila, da sta, ko sem pisala drugo knjigo. Namreč prva je nastala v času, ko sem se sesedla v bolezen, iz katere mi niso pomagali niti zdravniki uradne medicine in tudi sama nisem razumela, kaj se mi dogaja, in sem želela najti neki izhod, da se regeneriram. In začela raziskovati pač možgane, delovanje telesa, prišla do stresa, do razlogov, zakaj sploh pride do stresa in zakaj stres nastaja. In iz vsega tega bazena širokega znanja je potem nastala ta knjiga. Prva, Stres kuga sodobnega časa. Ampak ko sem jo pisala, se je začelo oglašati nekje iz pradavnih spominov otroštva tudi razlogi, ki so še kako stresni in mogoče največji ali pa najmočnejši stresorji in za telo in za psiho. Ampak takrat je bilo vsega je bilo toliko preveč, da nisem v ta bazen zakopala. Ko pa sem knjigo dokončala, prvo knjigo, je začel seveda ta davni eho preteklosti zoreti in trkati, da želi biti, pač seveda želi svojo pozornost. No, in iz tega ukvarjanja z tem delom je pa potem začela nastajati ta druga knjiga. Lahko rečeva, obe knjigi sta rezultat raziskovalnega novinarstva. Lahko, v bistvu vse tisto, kar sem nekdaj z največjim užitkom počela kot novinarka. Se pravi, da je neka tema, ki se jo razišče, še najbolj je bilo atraktivno ali pa so bile tiste teme, ki so bile slabo raziskane, ne. Ampak kot novinarka sem imela vedno zelo omejen čas in prostor, kaj lahko naredim, do kdaj moram narediti, in je bilo mnogokrat potrebno končati z raziskavo zaradi pač časovne stiske. To pot sem imela proste roke in v času in prostoru in v količini, tako da je dejansko lahko zacvetelo in poletelo vse tisto, kar je bilo nekdaj pač ne zadušeno, ampak imeli smo pristriženi peruti. In tudi vse nekdanje izkušnje in čisto obrtne veščine so seveda vtisnjene v te knjige. Če ne bi novinarila 20 let, ne bi imela te veščine in teh izkušenj, da bi pisala tovrstne knjige. No, ampak pri novinarstvu ponavadi, predvsem ko raziskujemo neko temo, vzamemo ciljno skupino, problematiko in tako dalje, skratka, delamo na vzorcih drugih. Ti pa si tule sebe tako rekoč izpostavila in svojo zgodbo, svoje izkušnje predstavljaš skozi svojo osebno zgodbo. To je res, ampak že pri prvi knjigi, ki je bila vezana na neke posledice tistega časa, v katerem sem izgubila službo, v času, ko sem bila na bolniški, posledica je bila, da se je razsulo družabno omrežje. To so situacije, ki jih mnogoteri ljudje preživijo in doživijo. Recimo, zakonci, ki se po 20 letih zakona razidejo, imajo nek krog svojih prijateljev. Ti prijatelji se razdelijo, ne, eni ostanejo z enim, eni grejo z drugim. Tako da to niso situacije, ki so redke, ne. Tako da moja zgodba je imela nek specifičen amalgam, ampak
že takrat, ko sem jo pisala, je bilo jasno, da se s tem mnogoteri ljudje identificirajo. Tudi mnogotere ljudi je napadla neka psihosomatika v pač bolezni ali pa imajo recimo bolečinske sindrome. To je zelo pogost pojav. Ko sem jaz pač trčila na ta pojav bolečinskega sindroma, se pravi bolečine, ki so po telesu brez fizičnega razloga, sem ugotovila, da to pesti ogromno ljudi. To se pravi, ko podeliš zgodbo z ljudmi, vidiš vse tiste, ki bojo veseli, da si namesto njih opravil neko raziskavo in jim jo lepo nekako posredoval preko knjige, ne. No, ampak zakaj je ta osebna izkušnja tako zelo pomembna? To je vprašanje, na katerega mi završi in ne vem, če bom znala na njega odgovoriti. Ampak lahko bi suvereno nekdo napisal knjigo o Argentini, recimo, in bi proučil pač družbo, zgodovino, si ogledal dokumentarce in ne bi nikoli bil v Argentini. Ali pa pripovedoval zgodbo v srednjem veku in ni bil nikoli ni izkusil srednjega veka. To lahko mi naredimo, ampak ko to naredimo, je to na zelo racionalnem nivoju, zato ker mi kot bitja nimamo izkušnje tega. In izkušnja je pa prežeta tudi z drugimi vidiki, ki recimo, eden od njih je gotovo čustveni, ampak še mnogo več od tega je izkušnja. In ta je nezamenljiva, ne, in ko je nastajala druga knjiga, so bila najprej napisana vsa poglavja, ta, ki so v bistvu ta raziskovalna. In ko je bila vsa napisana, me je začel trkati, ne moreš jo dati iz rok, ne da bi popisala, zakaj je sploh prišlo do knjige, ne. Iz česa, iz katerega bazena črpaš, ko govoriš to, kar govoriš, ne. Iz lastne izkušnje, ne iz racionalne raziskave, ki jo je vsak sposoben narediti. Po drugi strani pa, kdo ti daje verodostojnost, da govoriš o neke vrste psihosomatiki, kot si prej sama omenila? Verodostojnost pa gotovo, ampak tudi zanimivo je te ljudje, ki so doživeli neke podobne travme ali pa rane, takšne, kot sem jih recimo jaz. Mi si izrečemo eno samo besedo, pa vemo vse, kaj je za njo, ne. Tako da zelo malo rabimo izreči, da vemo, za kaj gre, ne. To so te nezamenljive osebne izkušnje, ki prinesejo čisto druge dimenzije, v tem, ko nekaj deliš eden z drugim, ne. In knjiga je to, da delimo nekaj eden z drugim, ne. Kako si jo sestavila? Kako sem jo sestavila? Torej gre za vodnik po človekovih temeljnih pravicah in psiholoških mehanizmih, ki je pripovedovan skozi tvojo življenjsko zgodbo in tukaj se med posameznimi poglavji sprašuješ o tem, kaj vse smem. Ja, ampak do tega je bilo potrebnih nekaj korakov, ne. Ko sem omenila to prvo knjigo in to situacijo pri 50-ih, pač izguba službe in bolezen in razpad prijateljske mreže, to je nek hud šok v življenju, ker pač spodmakne se vse, kar si zgradil, ne samo to, na čemer stojiš, ne. In seveda je bilo peklensko in težko sprva, ampak spomnim se enega dne, ko je kar nenadoma se porodila misel, ampak glej, lahko zgradiš nekaj povsem na novo. In je nastala taka radost in taka moč. Wow, koliko ljudi pa ima to možnost, da zgradi kar nekaj na novo pri 50 letih, ne. Mimogrede, kako si poimenovala svojo založbo? Reset, restart. Torej, Ja. reprogramiranje. Ja, pač ponovni zagon, ne, ponovno, saj imajo tudi pač v računalništvu je ta besednjak, da moraš nekaj updatati in nekaj upgradati, ne, ta pač spakedranka ampak sta ustrezna termina za to, ne.
ljudje se znajdemo v situacijah, ko lahko na novo nekaj zgradimo, in potem je bilo prvo vprašanje, kaj pa želim na novo, kaj pa sploh želim. In zakaj? In kaj nisem uspela, zato ker so bile take pač okoliščine. Tako da je se začelo to notranje raziskovanje, ki je bilo v izjemnem veselju in v radosti se odvilo, dokler nisem prišla do neke meje. Ko sem ugotovila, da ne morem novo graditi, če ne počistim starega, ali če povem drugače. Stari vzorci so tako močni, da mi ljudje, tudi ko želimo graditi nekaj novega, zaradi starih vzorcev uspemo zgraditi samo novo staro. Primer. Žena ob možu, ki jo pretepa, uspe najti moč in oditi od njega, in zelo pogosto se zgodi, da naletijo zopet na nekega partnerja, ki te osebe zlorablja. Zato, ker te, ki so zlorabljane, niso v sebi tega vzorca počistile, zakaj sploh se odločajo za take ljudi, ki so avtoritarni, nasilni, nespoštljivi in tako naprej. In dokler ta vzorec ne razčistijo, počistijo, lahko vedno znova v življenju ene in iste stare situacije vzpostavljajo. No, ampak Maja, vrniva se k Ja. tebi. Vrniva se v tvojo preteklost, kamor si se pač tudi ti, hočeš nočeš, vrnila. Hočeš nočeš, to je bilo bolj nočeš, potem je bilo pa no prav. Ker je težka, ne? Ampak iz preteklosti so nastale neke rane, za katere sem začela dosti pozno spoznavati, da me vedno znova potisnejo v neke zelo neprijetne, škodljive situacije. Ne? In soočila sem se s tem, ali pa če še lahko to dodam, da se zelo pogosto zgodi po raziskavah, to so neke ameriške raziskave, da zlorabe otroštva, in tukaj zdaj midve govoriva o spolni zlorabi, da izbijajo na dan med 35 in 50 letom. Se pravi, kot da bi nekako človek kot bitje potreboval toliko dozoreti, da bi imel to moč, da se sooči s tem peklom. Ne? Se pravi, 35 do 50 let, druge situacije so takrat, ko imajo ljudi otroke, ki pridejo v tisto starost, ko so bili oni zlorabljeni, in takrat jim seveda to pride za njimi. In pol je tretja situacija, ta je bila pa ta tudi, v kateri sem bila jaz, da tisto stanje, ko sem jaz izgubila službo med bolniško, to je bila taka ujetost, taka nepopisna ujetost, ker si nemočen, ker si bolan in moraš urejati življenje, ki ga ne moreš urediti, ker nimaš te moči, ker si bolan. Ne? Taka ujetost in nemoč, da me je iz nje pahnilo v otroštvo, kjer sem isto doživljala to ujetost in nemoč. S tem se je začelo. Ne? In ta ujetost in nemoč je bila v otroštvu zato, ker sem veliko preživljala prostega časa, vikendov, počitnic pri babici, ki je bila poročena z partnerjem. Ta ni bil moj dedek, ki me je zlorabljal. Jaz nimam spomina, kdaj se je začel, imam spomin, kdaj se je končal. Medtem imam slike, zelo natančne, ampak verjamem, da jih je mnogo več. Zanimivo, zakaj tiste, ki so toliko zelo natančne. Ne? No, in sem seveda nekako zagrizla v ta stanja nemoči in ujetosti, ker če jih ne bi razklenila, ne bi mogla poleteti naprej. In pol, ko se je to začelo, se je pa seveda samo razpiralo čedalje več stvari,
kakšne globoke posledice to pusti pri človeku, v njegovem vedenju, v prepričanju, odnosu do sebe, odnosu do drugih, v tem, pač v svoji samopodobi, kako vidi sebe, v spoštovanju sebe. To so bile mnogotere posledice. No, in iz tega seveda so nastala ta poglavja v knjigi, kaj sploh smem, zato ker zlorabljeni otroci smo zelo zadušeni, zelo nekako skrčeni ali pa v tenziji in mnogokrat ne živimo sproščeno in odprto in podporno to, kar mi smo. In tukaj se začne pač pot svobode. Kako so odreagirali tvoji najbližji? To je zopet ena zgodba, ki je zelo pogosta, če ne rečem celo tipična. Da če se to odvije v sklopu družine, lahko rečem tudi verjetno družine in te ožje okolice, recimo šole, ali pa takih te, ki so vsak dan prisotni v življenju nekega otroka, okolica lahko zelo zablokira, zamrzne in utrpne. In ne zaščitijo otroka ali pa vem za primere, ko je bilo prav družinskim članom tečno in naporno, kaj jih zdaj vse obremenjuje ta oseba s tem, kar je doživela, ne. Tako, marsikatere reakcije so, predvsem je pa veliko zanikanja. Pri meni, jaz sem povedala in babici, ko je pač ta oseba bila pokojna, ta pedofil, to je bil pač pedofil, in je babica utrpnila in nikoli ni izrekla nobene besede o tem. Potem, ko je babica umrla, sem povedala to očetu in je tudi on utrpnil in nikoli ni izrekel nič o tem. Toliko časa si čakala? Ja. Zato, ker in potem sem še mami povedala, ona je tudi pač, da se sigurno nič takega ni zgodilo. Skratka, noben ni zmogel ničesar, niti ne empatije, niti ne soočenja. V njihov zagovor lahko rečem, da razumem to, da nek starš, ki se s tako informacijo znajde, ne, nek starš, da mora biti to za njega grozljivo, ne, da pač ni uspel odigrati svoje starševske vloge tako, kot bi bilo treba, da to ni lahko za starše, ne, slišati take stvari. Tako da to jih recimo razumem, da so popolnoma lahko zablokirali, ne. Ampak kljub temu ni bilo niti ne zaščite, niti nihče me ni vprašal nič, niti ne, kako sem se iz tega izkopala, niti kakšno pomoč bi pač lahko dali. Nasploh se mi zdi, da si do svoje primarne družine tudi v knjigi kar kritična. Upam, da sem tudi kaj lepega dodala, ne samo to, kar je kritično. Mnogokrat sem poudarila, da smo ljudje zelo kompleksna bitja in nobeden od nas ni brezmadežen, brez tega, da bi ne naredil nobene napake. Vsak od nas je ranil in to veliko ljudi in to globoko. Vsak od nas je delal napake. Tako da sploh pa nekdo, ki je starš, seveda v vzgoji otrok, lahko so otroci popolnoma različni od njega, že karakterno, to so zelo zapletene sinergije in kritična sem samo do tega dela, ki otrokom oziroma v sinergiji življenja neke družine povzroči posledice otrokom. In na začetku knjige pišem o tem in mislim, da je skrajni čas, da se odprejo neki temeljiti pogovori v celi družbi o tem. Namreč po raziskavi Ministrstva za pravosodje oktobra lani, to je najbolj sveža raziskava, je bil vsak 5. Slovenec žrtev spolne zlorabe. To je 400.000 ljudi. To je ogromna masa ljudi, ki ima neke posledice. Zdaj so ljudje, ki so hujše oblike doživeli in te, ki so blažje, ampak posledice imajo vsi. No, kakšne so vse te zlorabe? Spolne ali vse ostale? Recimo vse ostale.
so in spolne in so pač te, ki so čustvene, so psihične, so fizične zlorabe. Koliko je teh ljudi, ki živijo v nasilnih družinah, ali pa starši z nasiljem disciplinirajo otroke, ali pa imajo pač recimo, ali pa živijo v družinah z pač starši, ki so težko bolani in gre lahko za fizično ali pa za psihično bolezen, te težje oblike. To vse lahko otroci na sebi zelo doživijo kot breme, ko se vloge zaobrnejo in je otrok tak, ki postane starš in mora skrbeti za starša in mora biti močan in mora razreševati probleme od starša. To so popolnoma sprevržene pač vloge, ki pustijo posledice. In temu dodajmo še alkoholizem, ki je v Sloveniji seveda izjemno pereč problem in dobimo cel bazen ranjenih ljudi v Sloveniji, v naši družbi. In vsi te imajo neke posledice in te najbolj očitne se odražajo na dveh ravneh. Prva je nevrednost, ko niso doživeli tega, da so upoštevani, vredni, cenjeni kot otroci, in druga je neljubljenost, ko niso doživeli te varnosti, zaščite, topline. In taki otroci, ko odrastejo, celemu svetu dokazujejo, koliko so vredni, se pahajo za kariero, za uspehom, za močjo, za denarjem, ali pa si prizadevajo za ljubeznijo in pristanejo v servilnih odnosih, v sovodnistih odnosih, v nekih patologijah, iščejo priznanja nekoga, ki jih bo imel rad in tako. Pač si zaradi te rane, zaradi tega manka zapletajo v izjemno škodljive odnose preprosto, ne. In to so posledice, ki jih čutijo ne samo spolno zlorabljeni, tudi fizično zlorabljeni, pač psihično, čustveno zanemarjeni otroci. In tega je res, res ogromno. In kot družba kar mučimo in čakamo, da bo kdo to razrešil. Mi moramo to razrešiti vsaj do te mere, da se ne prenašajo stvari na naslednje generacije, ker se. No, ampak v čem je ključ te tvoje knjige? Ti nisi psihoterapevtka, si raziskovalna novinarka, govoriš o svoji lastni življenjski poti oziroma izkušnjah. Knjiga pa je priročnik, seveda z nekim seznamom osnovnih bivanjskih pravic, da ozavestimo, kdo smo. Jaz mislim, da je ogromno recimo, da odkriti ali pa knjig nastalo iz tega raziskovanja tistega človeka, ki je pač želel najti odgovor za sebe. Tudi v medicini je ogromno odkritih nastalo zato, ker so kopali za rešitvijo, da bi sebi pomagali. In ta knjiga ni nobena izjema. Koliko knjig je napisanih na ta način, da si človek pač išče odgovore na vprašanja, ki njega mučijo, ampak to so univerzalna vprašanja, recimo pravica do napake. V družbi v zadnja leta govorimo precej o perfekcionizmu, ki ljudi pripelje v stanja skrajne izgorelosti, skrajne izčrpanosti, ko se pehajo za tem, da bi bili čim bolj storilni, čim bolj učinkoviti, čim boljši, da bi njihovi izdelki bili perfektni. Človek izgori v taki naravnanosti. In kaj so razlogi? To je ključno. Razlogi so pa ravno v tem, da si za božjo voljo ne pustimo pravice, da naredimo napake, da ne naredimo vse perfektno, pač da imamo kot ljudje neke svoje omejitve in meje in da je to naravno stanje človeka kot bitja. Tam so razlogi. Okolje nas determinira, ne, in živimo v dobi neoliberalizma, ki pa postavlja pred nas oziroma nam vsiljuje vrsto lažnih vrednot. Ja, in tudi v dobi narcisizma, ki izjemno časti, bi lahko celo rekli, neko obliko
človekove naravnanosti, ki jo medicina uvršča med patologijo. To se pravi naravnanost, da je cel svet tukaj za mene in da meni streže in da sem jaz edini merodajen in edini pomemben in edini potreben, to je vrsta patologije, to je narcisistična osebnostna motnja in sodobna družba pač take ljudi celo nagrajuje, ne. So zelo uspešni, plezajo po kariernih lestvicah, dobijo vodilne položaje. In z njimi se primerjamo. In predvsem z njimi sobivamo in tudi pač, kako bi rekla, smo deležni precejšnjih posledic sodelovanja s temi ljudmi, zato ker to so pač ljudje, ki pohodijo, grejo preko trupel, nimajo empatije, ne bojo enostavno mislili na to, a bo to tebi težko, nemogoče, a zmoreš ali ne zmoreš, skratka ljudje, ki hodijo čez druge, ne. In če so te na vodilnih mestih, pomeni veliko pohojenih ljudi, ne. V knjigo vključuješ vrsto raznih raziskav, med njimi tudi o vrednotah pri Slovencih. V čem najbolj izstopajo? Ja, ta me je kar šokirala, ne. Recimo najbolj me je šokirala ta ugotovitev, to so pač raziskave, ki so v Evropi potekale od začetka 80. let dalje in Slovenija se jim je kasneje pridružila. To se pravi, to so recimo 40-letne raziskave, ki spremljajo, kako se po svetu spreminja vrednote in katere so pač na prvih mestih. In ta, ki mi je mene pretresla, je, da sočutje, se pravi zmožnost empatije, da je pri Slovencih dosti nepomembna, ne. Da pač starši otroku predajo sočutje, da to je dosti nepomembno. Zelo pomembna je bila pa odločnost, ne, to se pravi neka borbenost, neka taka militantna drža, ne, odločnost in vztrajnost. Vztrajnost v redu, pač saj obedve sta popolnoma relevantni, ampak je pa seveda, zamislimo se pa nad tem, katere so prve in katere pridejo na koncu, to je bolj, ne. Da to, kar se tiče nekega res harmoničnega, pristnega sožitja z drugimi ljudmi, kot je sočutje, da je to najmanj pomembno. In taka družba tudi smo, ne. No, ampak vrniva se nazaj k tvoji življenjski zgodbi. Bila si uspešna novinarka, poznana tudi po svoji družbi, ki je bila nekako tudi v kulturnem smislu etablirana. Kako danes gledaš na to obdobje? Ta trenutek danes, v tem času gledam z izjemno ljubeznijo. Pred parimi leti pa sem gledala z jezo. In tudi to mi je bila zelo zanimiva izkušnja, ne. In v tej izkušnji sem se tudi precej potem tudi v knjigi posvetila tem negativnim čustvom. To, da sem bila takrat jezna sem bila, ker pač se je zgodilo to, kar sem prej opisovala, pač ta bolezen in izguba službe in te stvari in tudi razpad družabne mreže. Jezna sem bila nad tem, kako so ljudje zginili takrat, ko je nekdo v stiski, ne, ko je v težavah. In jo razumem nekoga, da je prizadet in ranjen in iz te rane jezen na nekoga. Ampak če to jezo v sebi nosi v življenju dalje, bo pa njega obremenila, ne nobenega drugega kot njega samega. In to mi je bilo prvo tako zanimivo potovanje, kako tisti, ki se jezi na nekoga, je v bistvu on v slabem stanju in otožen in se nima fajn, medtem ko tisti, na katerega naj bi jeza letela, se ima pa lahko odlično. In, ne? Ja, govoriš o
nevtraliziranju čustev, ne? Da ni teh ekstremov, negativna, pozitivna čustva, ampak kako jih pravzaprav transformirati, Ja. kako jih nevtralizirati. Ja, no in tudi, da je vsako, posvetila sem se ampak negativnim čustvom, zato ta, ki so prijetna, to jim vsem odpremo vrata, ne, ta so zaželena. Nezaželena so tista, ki so neprijetna. In zdaj mnogokrat jih ali odrežemo, ali pa tako, kot je jeza, kolikokrat nekomu rečemo, da se naj ne jezi, ne, ali pa kaj se boš jezil, pa daj se pomiri, ne. Jeza ima lahko izjemno dobrobit v tem, da nekoga, ki je mogoče malček mehkejši ali pa bolj nežnejši človek, ko se razjezi, mu jeza da moč, lahko nastane taka ihta, jeza da moč, da sploh ukrepamo, da naredimo korak. To se pravi, je nek pritok energije, ki je fantastičen za to, da nas potisne naprej. Ni pa fantastično v jezi vstati in jo gojiti in kuhati in se v njej pacati. To pa ne. Ampak vsako od čustev nas lahko usmeri nekam, kjer lahko postorimo karkoli dobrega za sebe. Recimo zavist. To je grozna stvar, zavist. Lahko jo pa pogledamo, da ko začutimo zavist do nekoga, da mogoče si mi to isto želimo ali pa potem hrepenimo. Torej poglejmo, kaj lahko naredimo, da bomo to v življenju ali vzgojili ali sploh pripustili, da pride, da vstopi v naše življenje, ne. Se pravi, lahko marsikaj naredimo, da bomo deležni istega kot nekdo, ki mu zavidamo. In to je cel kup teh motečih čustev, če začnemo z njimi sobivati, igrati na njih kot na inštrumente in jih doživljati kot zvoke, bomo mnogo več v življenju razprli, kot če jih dušimo. Kdaj se je zgodila ta tvoja bistvena transformacija in kdo ti je pri tem recimo stal ob strani? Si se zatekla h kakšnim terapevtom, strokovnjakom? To je tudi zelo pomembno, ne samo vprašanje, ampak pomembna tema, o kateri tudi je treba začeti se pogovarjati. Namreč mnogo ljudi je v stiski nekih travm in ran otroštva se zateklo v duhovni svet, in je iz tega poskušal črpati moč za to, da bi neke rane in travme prešel, ne. In to je vse v redu. Ampak in tudi jaz sem to, seveda ta obvod poskušala narediti. To so obvodi, izogneš se temu, da bi zakopal v tisto, kar je boleče. In v teh obvodih je marsikaj dobrodejnega, recimo meditacije ali pa mnogotere duhovne prakse, ki tudi krepijo človeka kot bitja. Ampak resnica je ta, da ni obvodov, ni nekih bližnjic, kjer bi zaobšli tisto, kar je bistveno. In tisto, kar je bistveno, so najmočnejši vtisi v nas kot bitja. To so rane, travme, to so najmočnejši vtisi. Ne moremo tisto, kar je najmočnejše, kar zaobideti. Najmočnejše je pa zato, ker najmočnejše na nas deluje in učinkuje in nas pač obarva, ne samo v, kot sem rekla, odnosu do sebe, odnosu do ljudi in tudi v odnosu do tega, kar mi v življenju počnemo. To se pravi, kako živimo, kako delujemo, kaj ustvarjamo, v katere službe hodimo, kaj so naše vrednote in tako naprej, ne. Kaj je bilo vprašanje? Sem pa zdajle pozabila. Kaj lahko storimo sami in ja. kje v bistvu To je obvod. iščemo
pomoč drugje. Ja, no, in jaz sem zelo, kako bi rekla, intenzivno se podala v ta svet, duhovni svet, v smislu, da sem res vsako jutro delala jogo, meditirala vsako jutro, ogromno knjig prebrala, ogromno dela na tej ravni postorila, in to je zopet druga stvar, poleg te meditacije in duhovnih sfer. Z knjigami, knjige dajo, razprejo prostor, ki je problematičen, daje nam informacije, ampak prek knjig, ki delujejo na naše racionalne nivoje, ne moremo razreševati čustvenih nivojev. Ne? To se pravi, moje desetletja dolgo branje knjig mi je dalo nekaj, seveda uvide informacije in znanja, ampak ni mi razreševalo čustvenih nivojev. In pol, ko sem vse te korake naredila, sem prišla do te tretje stopnje, da za čustvene nivoje potrebujem nekoga, ki me bo peljal na te nivoje. In to so pač psihoterapevti. In po precejšnjih iskanjih, ker je naš trg divji in je polno terapevtov, ki so pač ad hoc po nekaj seminarjih priučeni mladi ljudje, in tudi ob njih izkušeni, skratka je marsikaj na tem terenu in lahko se trči v neizkušene ljudi, ki naredijo še več škode kot koristi, če sploh ne bi ničesar se dotikal, no. Tako da sem imela tudi kakšne negativne izkušnje, dokler nisem prišla do neke starejše terapevtke, s katero sva potem zagrizle v te rane in sva jih lepo, upam, da uspešno celile in šivale in osvetljevale, in mi je bilo delo z njo prečudovito. No, pa se vrniva vseeno k duhovnosti. Kaj to pravzaprav je duhovnost? Kaj je duhovnost? Nekaj, kar nas presega? A lahko jo opišem skozi pač neko bolj bi rekla, bolj skozi neke prispodobe bom lažje ubesedila, ampak recimo meni je duhovno vse tisto, kar ostane, ko izločim vse, kar je minljivo. To se pravi, naša telesa, vsaka celica našega telesa, razen mislim, da roženic pa delov celic v možganih, vsaka celica našega telesa je zamenjana. Celice v srcu so 15-krat že zamenjane pri naših starostih. To telo, ki je zdaj tukaj na tem stolu, nima nobenega opravka s tem fizičnim telesom izpred 20 let. Vsi prsti, to je vse, vsaka celica, to je vse zamenjano. Se pravi, kaj je zdaj to moje telo ali pa tale Maja, ki se doživlja kot Majo v tem telesu. Že v živem stanju je telo tako spremenljivo. Čustva, a so to jaz? Ja, niso. Zdajle sem lahko spokojna, čez pol ure jezna, čez popoldne ljubeča, pač čustva pridejo in odidejo, se pretakajo. A so misli? Še manj. Na dan se utrne 60,000 spontanih misli. To je nek trušč, divjanje nekih utrinkov. Se pravi, kdo sem pol jaz, ne? In kaj je tisto v meni, kar doživlja mene kot mene, ne? No, na teh ravneh se začne duhovnost, ne? In duhovnost je pač tisto, kar se odpira vsemu, kar ni minljivo, kar je tista sestavina nas, ki ni minljiva. Govoriš tudi o sreči. Ampak a ni to nekako pretiran pojem? Smem, imam pravico biti srečna, biti srečen. Hkrati se spogleduješ tudi z duhovnimi tradicijami, ki
morda vseeno to besedo sreča zamenjujejo z notranjim mirom, popolnostjo, celovitostjo, blaženostjo, če hočeš. Kako komentiraš to? Ko sem se lotila tega poglavja, prvo, kar je bilo, sem šla malo gledati skozi literaturo, koliko literature je napisano o sreči. Ogromno. Zato, ker očitno je to tema, ki je še kako ključna tema pač našega bivanja, kdo pa ne želi biti srečen. In vse kulture in vsa izročila in vse duhovne tradicije ali pa učitelji vseh duhovnih tradicij so pisali knjige o sreči. Od budizma, papež Frančišek je nedavno napisal knjigo o sreči. Ni tradicije, ki ne bi obravnavala srečo in v njej pisala. Recimo krščanstvo ima druge termine. Je zanimivo, da je velikokrat se govori o notranjem miru, o tej spokojnosti, kar je tudi čudovito izraženo bistvo sreče, ker ko si srečen, si v radosti in spokojnosti. Tako da sreča je, mislim, da tisti temeljni pogon, zaradi katerega delamo korake, vsak seveda v svoje smeri, ki jih delamo. Nekdo mogoče doživlja ali pa misli, da doživlja ali pa doživlja srečo v tem, da ima veliko materialnega in tak človek bo deloval v tej smeri. Nekdo drug vidi ali pa čuti, da je spokojen in radosten takrat, ko je v ljubečem okolju in bo medčloveške odnose gradil. In ko sem to obdelovala srečo, nenadoma me je prešinilo, da je v bistvu iskanje te sreče, te notranje izpolnitve, v bistvu iskanje Boga. Da je to zopet, zdaj pa Bog lahko rečemo absolut, zavest, resnica, kakršnekoli ime temu lahko prilepimo, ampak v bistvu je iskanje sreče, iskanje te ultimativne, končne izpolnjenosti in popolnosti. Narediš en lok med umetnostjo in duhovnostjo. Umetnost ima tudi ta naboj, kako bi rekla, da kot ptica poletiš v neko brezmejnost in v nekaj novega. Ustvarjalnost ima kako bi rekla, ta naboj se prepustiti neki novi izkušnji. Tudi če bi zdaj šli delati ograjo okoli neke hiše, ki je ni, bi se morali prepustiti neki povsem novi izkušnji. To je ta elementaren princip ustvarjalnosti. Jaz ne ločem in ne hierarhiziram nekoga, ki šiva in dela ograjo, ali pa nekoga, ki pač dela kompleksnejše strukture umetnosti, ali pa potem nekoga, ki pride v Louvre ali pa v Metropolitansko opero. Pač ta primarni princip ustvarjalnosti je pri vseh ljudeh enak in ga častim kot primarnega, zato ker človeka prestavi v neke nove izkušnje in tukaj je največja vrednost ustvarjalnosti. Vsi bi morali biti ustvarjalni, tudi če ograje delajo, pa šivajo ali pa nove jedi. Ampak da se zavestno prepuščajo temu raziskovanju in izkušanju pač novih situacij. Ustvarjalci svojega življenja. Ja, to je pa imeti pravico vzeti si čas zase. To je pa meni najžlahtnejša oblika. V bistvu ustvarjati najboljšega sebe, kot ga v tistem danem trenutku pač zmoremo in lahko. Ker je najbolj celostna in tudi najbolj primarna pač oblika ustvarjalnosti. Ustvariti sebe v najžlahtnejši možni obliki, kot ga lahko. Dovoliti si biti religiozna. Potovala si v bistvu skozi vrsto svojih izkušenj, srečala si se
z Dalajm Lamo kar nekajkrat napravila en celosten intervju z njim. Spogledovala si se oziroma zbližala s krščanstvom. Lahko rečemo, da imajo vse te tvoje izkušnje tudi nekaj skupnega, skupno jedro, skupno esenco. Ampak zakaj so eni otroci bolj odprti tem izkušnjam, drugi pa pač ne? Jaz sem bila že kot otrok zelo odprta do tega. To je nekako, kot da bi to sabo prinesel, ne? Se spomnim tiste prve iniciacije v ta ampak resno, prve iniciacije v duhovni svet, ko 3. razred osnovne šole, to si, ne vem, smo bili stari 7 let, 8 let, ko sem gledala v nebo na morju in me je začaral nebo z oblaki. In kaj je za temi oblaki? Ja, neki planeti. In kaj je za planeti? Zvezde. In kaj je za zvezdami? Še dodatne zvezde. In pol za njimi še druge zvezde. Ampak spomnim se tistega, to je bilo nekaj ur te zamaknjenosti, da na koncu sem se tresla, ker nisem prišla do konca tega vesolja. In ta občutenje te skrivnosti in tega vprašanja in tega, to ni bila nemoč, ampak neko spoštovanje, da ne bom mogla dobiti odgovor na to vprašanje, dokler bom tukaj na tem svetu, ne morem dobiti odgovora na te vprašanje. To je bila ena tak prvi utrink tiste ponižnosti, da smo pač tukaj v tem omejenem, v vsem omejenem, tudi v omejenem zmožnosti dojemanja resnic, v omejenosti do odgovorov, skratka omejeni, ampak sočasno je bila pa brezmejna svoboda in spokojnost. Tako da to je bil tisti prvi utrink neke iniciacije. In potem je zorelo samo od sebe. Ne, pač raziskovanje teh svetov, ki sežejo onstran teh zvezd. Kje je Maja Megla danes? Med preteklostjo, sedanjostjo, prihodnostjo. Sama praviš tukaj in zdaj. To je tisto, kar je središče in seveda pa ne moremo biti tukaj in zdaj, če ne reprogramiramo ran oziroma vsega tistih blokad, ki so se nam zgodile v ranem otroštvu. V spokojnosti. Tam je beseda bila nekdaj zelo tuja in malček arhaična in celo neprijetna. Danes mi je pa izjemno ljuba in dejansko opiše to, kar res čutim, spokojnost, in neizmerno se veselim naslednjih knjig. Ne. Tako da komaj čakam, katera od teh, ki jih imam zdaj v načrtu, bo prva izsilila, da pride v ospredje. Ne. Tako se zgodi namreč. Imela sem popolnoma eno drugo knjigo, sem mislila, da se bo začela pisati in se je pol ta, ki se je napisala. Tako da se prav izkomolčarijo v ospredje, jaz sem zdaj na vrsti. Tega se nepopisno veselim. To je vsak dan. Koronski ali tisti, ki je v svobodnih izmerah. Tisti neminljiv. Vsak dan je precej drugačen od nekdanjega, ne? Ampak tudi vsak dan je tak, da je prepreden z knjigami, z pisanjem in tudi odnosi ali pa neke, kako bi rekla, zanimanja so drugačna kot nekdanja. Povem primer. Prijatelj, zelo dober prijatelj je prevajalec. In z njim se zelo pogosto pokličeva, ko najde nekdo kakšno zelo nenavadno besedo. In potem se krohotava in pogovarja o besedah.
Tega pač nekdaj nisem počela, ne? Da bi tako pozornost in toliko užitka in toliko smeha bilo in toliko nekega druženja okoli besed ali pa načina, na katerega se kaj v besedi, ali pa ko najdeva kakšne prevode, ki so izjemno šlampasti in se potem krohotava stavkom, ki so nerazumljiva. Skratka, ene čist druge stvari se odpirajo, ki so mnogo bolj povezane z knjigami, z besedami, z ubesedovanjem in pač neke teme, ki pač niso bile prej v ospredju in so čudovite, vsaj v meni. Ljubezen? Ljubezen je tukaj in zdaj v vsakem trenutku. Ljubezen ni vezana na nikogar in na nič. Ljubezen je to, kot jo imamo v sebi, in to, kot jo imamo, jo lahko damo. To je ljubezen meni. Tako da odvisna je pač seveda od te notranje umirjenosti, pomirjenosti, harmoničnosti, in več kot tega imam, več jo lahko dam, in je lahko to pes ali pa človek ali pa moški ali pa partner ali pa prijateljica ali pa otrok. Pač ljubezen, prava ljubezen se zliva kamorkoli, ne. Samo pač neke oblike teh odnosov so potem drugačne, ne. Ampak gre za isto ljubezen. Toliko ljubezen, kot imaš, toliko jo lahko daš. Če nimaš ljubezni, ne moreš dati. In če nimaš tega čuta za ljubezen, jo ne moreš sprejeti. So ljudje, ki so tako hladni, da tudi če bi jih zasipal z ljubeznijo, jo niso sposobni, ne zmorejo, ne morejo jo sprejeti. Hvala, Maja, za tole tvoje nadvse dragoceno izkušnjo. Na vrhu vseh ustvarjalnosti sta ustvarjanje sebe in oblikovanje svoje identitete. Na nas je, da izrazimo, obtešamo in izbrusimo najboljše sebe. To je naša dolžnost in odgovornost. Sledite ljubezni, živite v resnici, ustvarjajte najboljše sebe, kar ga v danih razmerah lahko. Ustvarite iz sebe edinstveno psihofizično duhovno skulpturo. Uživajte v njej. Leto je v vaših rokah.